Ali resnično potrebujete, da je v vašem življenju vse popolno? Ali iščete popolnega partnerja, dom ali službo? Ali želite, da je vaša postava popolna brez kakršnekoli napake? Danes vam bom predstavila preprosto strategijo, s katero se ne boste zgolj znebili perfekcionizma, ampak se boste tudi naučili, kako nehati konstantno odlašati. Živjo, moje ime je Irena in sem RTT terapevtka in hipnoterapevtka, ki pomaga ljudem živeti bolj samozavestno in srečno življenje. Danes bi želela z vami govoriti o perfekcionizmu in kako lov za popolnim v vašem življenju pravzaprav ustvarja nesrečo. Moja mentorica Marisa Peer mi je nekoč pripovedovala, da so perfekcionisti eni izmed najbolj nesrečnih ljudi na svetu. Ko pričakuješ, da bodo vsi okrog tebe, vključno s teboj, popolni, si podpišeš neizogibno razočaranje. Če si tak, tudi ti, mi to lahko zaupaš spodaj v komentarjih. Ostani z mano. Lahko ti namreč pomagam uvideti, da popolni ljudje ne obstajajo. In tudi, če bi obstajali, ne bi bili resnični. Še nikoli nisem spoznala popolnega človeka in stavit grem, da ga nisi tudi ti. Če misliš, da si že spoznal popolnega človeka, naj ti zaupam, da ga ali ne poznaš dovolj dobro, ali pa se skriva za čudovito masko, ki bo prej ali slej padla. Včasih se nam zaradi socialnih omrežij in vseh reklam zgodi, da začnemo verjeti, da popolni ljudje dejansko obstajajo. Vsi influencerji izgledajo, kot da imajo vse. Popolni izgled, popolno hišo, popolnega partnerja. Celotno njihovo življenje izgleda naravnost popolno. Žal ti moram razbliniti to napačno iluzijo in te vrniti v realnost. Vse slike in posnetki so zajeti iz popolnega kota, že v naprej določeno postavitvijo predmetov in na koncu pa so največkrat obdelani še s tisočimi filtri in Photoshopom. Če bi imeli bogati in slavni resnično tako popolno življenje, zakaj bi potem tudi v njihovem svetu obstajale ločitve, težave z drogo in otroci v stiski? Vsa popolna življenja na socialnih omrežjih so zgolj iluzije. In z napačnim pogledom v svojem življenju kreiramo pravo opustošenje. Sploh pa se to dogaja mladim ljudem, ki zdaj norijo s plastičnimi operacijami. Da bi bili le podobni svojim vzornikom in svojimi popolnimi ustnicami, oprsjem in nosom. Uganite kaj? Ko se enkrat usedete na ta vlakec plastičnih operacij, se je izredno težko ustaviti. Saj ko enkrat popravite eno stvar, že vidite drugo, ki jo prej ni bilo potrebno polepšati. Nikoli ne moremo doseči popolnosti, ne glede na to, kako se trudimo. Saj si sami nenehno premikamo ciljno črto. Če želite biti srečni v svojem življenju, se morate čim prej znebiti perfekcionizma in primerjave z drugimi. Svetujem, da si pogledate tudi kakšen moj drugi posnetek na različne teme. Ko sprejmemo, da smo sami ljudje z napakami in da imamo tudi okrog sebe prav tako ljudi z napakami, lahko začnemo delati na sprejemanju samega sebe. Dan, ko sem prenehala biti perfekcionistka, je bil dan, ko sem dejansko postala srečna. In tudi vam lahko pomagam postati srečni. Vse, kar morate storiti, je, da spremenite način, kako razmišljate, in spremenite pogled, ki ga imate na svet in svoja prepričanja. Resnična rešitev tega problema pa je, da si rečemo, da smo dovolj. In to, da smo dovolj, si moramo priznati na vseh področjih. Da smo dovolj privlačni, dovolj dobri, dovolj sposobni. V redu je, da imamo na sebi stvari, ki jih želimo spremeniti. Mislim, da je to povsem naravno. Ne smemo pa iskati popolnosti. Še vedno se moramo truditi, da dosežemo, kar si želimo. Paziti pa moramo, da pri tem ne postanemo tako obsedeni s popolnostjo. V resnici smo veliko bolj produktivni, če sprejmemo, da morda pa ne bomo dosegli čisto popolnega rezultata. In to je v redu.
Če življenje tako ali tako ves čas rastemo, če smo zadovoljni sami seboj, sprejmemo samega sebe in verjetnost v svoje sposobnosti, unikatne darove, talente, dosežemo veliko večjo ljubezen do samega sebe, ki pa je dejansko ključna za našo osebno srečo. Prav tako pa sem opazila, da perfekcionistični ljudje tudi težave imajo z odlašanjem. Pravzaprav gresta perfekcionizem in odlašanje z roko v roki, če želimo vse postoriti popolno. Neuspeh je namreč nekaj, čemur se želimo v takšnem primeru izogniti, kajti neuspeh nenazadnje pomeni nepopolnost, zato se raje dela sploh ne lotimo, da zagotovo ne bomo doživeli neuspeha. In zares osvobajajoče je, ko sprejmemo, da kar smo storili, je dovolj dobro. Da je resnični cilj dejansko naš napredek. Le tako lahko najdemo nov val motivacije, da se preizkusimo v novih rečeh ali pa sledimo svojim sanjam. Zato pa implementirajmo v svoje življenje nekaj sprememb, da se bomo lahko počutili manj ujeti. Zakaj se ne bi hkrati odrešili perfekcionizma in odlašanja? Obstaja namreč super zakon o našem umu. Vsaka sugestija, kateri sledimo, vsak nov korak, ki ga naredimo, ustvari v vašem umu našem manj upiranja. Zato s tem, ko si drznemo slediti sugestijam do uspeha, svoj naučimo razmišljati drugače in ga naučimo, da nam tudi neznano postane domače. Tako vsak dan ustvarimo novega, boljšega sebe. Naslednjič, predno se ustavite pred novim korakom, se zato vprašajte, ali sem dovolj dober, dobra, ali je dovolj dobro. In odgovor vedno mora biti da. Nisem popolna, vendar sem dovolj dobra. Ni perfektno, ampak je dovolj dobro. Sama sem si kot opomnik to dala tudi na telefon. Sem dovolj dobra. Priporočam, da si to sporočilo tudi sami shranite kot ohranjevalnik zaslona, na ozadje napišete ali na ogledalo. Date na mesto, kjer ga boste pogosto videvali. Presenečeni boste, ko boste ugotovili, kako veliko spremenimo samo nekaj takšnih pozitivnih stavkov. Življenje je res lahko prečudovito, če si pustite dihati in nehate od sebe pričakovati zgolj popolnost. Čas je, da nehate misliti, da je perfekcionizem sreča. Če vam je bil posnetek všeč, ga ne pozabite všečkati. In se vidimo v naslednjem videu.